Dober dan, moje ime je Robert Lisac in danes smo pogovarjali tudi z enim modernim samurajem, in sicer dr. Milan Hosta, ki sem ga odvlekel v Hosto. Ukvarja se predvsem, če smem reči, z dihanjem. Pa zdaj prvo vprašanje je, kako si sploh zajadral v te vode? V Hosto? Ja, mislim, v dihanje. Kako je Hosta zajadral v dihanje? Hvala, Robert, za vabilo. Po dolgem času se vidva. Jaz, kako sem zajadral dihanje? V bistvu, z zaključkom fakultete za šport, bom rekel formalno. Moja diplomska tema je bila kinezioterapija pri bolnikih z astmo. To pa zato, ker sem sam bil astmatik in kot otrok v bistvu sem si želel več športati, pa nekako ni šlo, včasih so celo zdravniki rekli, da ne. In pa imel sem tudi astmo povzročeno z naporom. Se pravi, če sem kaj recimo na dolgi teku, na dolge proge ali pa tako, je mene zvil. Tako da sem potem to kompenziral na fakulteti za šport in zdaj očitno nadkompenziral. To pomeni, da astme ni več? Ne, astme ni več. Meni je šla astma s puberteto, tako da jaz se nisem odgnal samo z dihalnimi vajami, ampak sem jo prerastel v tem smislu, ker je dih vedno zvezan tudi z nekimi socialnimi okoliščinami, pa čustvenimi, in takrat v puberteti se človek malo na novo postavlja. In očitno je meni to uspel in je enostavno so bili to spremljevalni učinki, da ni bilo več potrebe po astmi. Torej, čist zdrava Hosta zdaj. Točno to, zdrava Hosta. Ampak zdaj, če tako čist pogledamo osnov od osnov, zakaj bi pa človek, ki itak diha, se ukvarjal z dihom? Mislim, to je tako. Ja, recimo ti se ukvarjaš z gibanjem, pa z preživetvenimi veščinami. Zakaj? Se itak preživimo, pa se gibamo, Zato, da to ozavestiš. Da se zavedaš tega, ker v bistvu, ko to ozavestiš, enostavno take čist temeljne stvari, kot so dihanje, gibanje in tako naprej, dobiš pravzaprav možnost, da sam sebe soustvarjaš. Ravno pred kratkim sem študijo prebral, mi imamo, recimo, ko dihamo skozi nos, imamo receptorje v možganskem deblu, ki pravzaprav zalezujejo dih. Tako kot kakšni samuraji, če smo že v tem raju, sama, vsak v svojem in skupnem danes, ko samuraj, bojevnik zalezuje pravzaprav okoliščine, nasprotnika, nekoga, ki mu streže po življenju in tako naprej. To je lahko danes stres. Kronični stres nas streže po življenju. Imamo mi te v bistvu nevrone, ki so v bistvu dihalni receptori, vohajo pravzaprav, kako ti dihaš. In na ta način potem poročajo možganom, kako naj se vedeš. Sprav, dihanje je na nek način nezavedno in z dihanjem smo postavljeni v življenje in zdaj imamo tle možganske receptorje, nevrone, ki v bistvu pogledajo, kako smo mi umeščeni, kako dihamo in nas usmerjajo, da je tako naprej. Se pravi, ko vzameš dihanje zavestno nazaj v svoje roke, ker drugače je to nezavedna funkcija, hvala Bogu, ko pa ozavestiš, imaš pa možnost pravzaprav tudi zavestnega in odgovornega življenja. Zdaj pa, če že jadramo v to smer, v mnogih poklicih, pa zdaj sigurno niso to samo na področju varnosti, policije, gasilci, potem vsi ki res prihajajo v take kritične situacije, ki so temu izpostavljene, oziroma moram povedati drugače. Če jaz pridem domov, pa sem imel adrenalinsko izkušnjo, se jaz lahko rečem, pa jaz to vem, Lisac, dihaj, počasi, vdih, izdih, ne pomaga, čisto nič. Kaj delam narobe? Nič ne delaš narobe, mogoče treba dlje časa. Oziroma, to so v bistvu zelo intenzivno, energijsko intenzivni momenti, taki težke recimo zadeve, intervencije in tako naprej. In je treba dati tudi telesu čas, da to na nek način prediha, da prepihnardi. Tako da tudi, če to traja, se zavestno vzameš čas in lahko, ker v tistem trenutku si ti natreniran, da se odzoveš odgovorno, zavestno in tako naprej. In zadržiš pravzaprav ta naval adrenalina in tako naprej in ga usmeriš v rešitev. Ampak rešitev je na nek način, mogoče, bom po domače povedal, ne pokuri vseh tistih kapacitet in v tebi še vedno to ostane.
in se je treba potem čas vzeti, da recimo izživiš ta trenutek napolno. Ker v tebi, recimo kot človeku v tistem momentu je lahko strah, je lahko panika, je marsikaj lahko. Ampak ker si netreniran, takrat znaš to nastranditi, naj to počaka, zdaj le treba situacijo rešiti. In jo rešiš tako, kot jo odgovoren varnostnik, policaj, gasilci in tako naprej reši. Ne? Ampak zraven je pa te stvari, ki si jih odložil, zavestno, ker si vedel, da niso produktivne, so ostale nabite z energijo. Ja. In jih je treba predihati na nek način. Se pravi, dati mesto in začutiti pri sebi, kaj se je zgodilo. Najprej mi je, ustavil sem se, strah in tako naprej. A bom zmogel ali ne, temu dati spet prostor, reči, ja, strah me je bilo, ampak sem odgovorno ravno. In mogoče bo to pomenil par takih prestrašenih dihov. Mogoče bo to pomenil, če vidiš kakšne grozne stvari, žalost totalno, gnus, ne vem, karkoli, bo sprožil solze. Ampak ti si jih znal zadržati, ker si natreniran in tako je tudi prav. Ampak to ne pomeni, da si otopel, tvoje telo je zaznalo. In je to treba potem tam magari izjokati. Aha, torej... Ja, izživeti ta potencial, ki si ga dal na stran, zato da je bilo konstruktivno delovanje. In energija not je bila zapakirana in jo treba zdaj samo sprostiti. Zdaj si me spomnil malo, ker ljudje, ki delajo recimo na vratih, tam imaš opravka z cel kup zanimivimi ljudmi. Lepo si rekel, ja, zanimivimi. In sem bral Jeff Thompsona, ki je delal zelo dolgo na vratih, in on je rekel pač, da ti ljudje ponavadi po šihtu zajadrajo v eno vodo. Ponavadi pir, 2, 3 ali pa 4, zato da pridejo sploh dol in da lahko gre spat. Vsi pa vemo, da alkohol potem ne vpliva glih dobro na kvaliteto spanja, tako da si bolj omamljen in zaradi tega spiš, kot pa da spiš. To je en aspekt. Drug aspekt je pa, da nekako pravi, da bi bilo bolj smiselno ta adrenalin, zdaj pa mogoče tebe povzemam, iti na boks vrečo, ali pa laufati, ali pa nekaj, da spravimo še te preostanke adrenalina ven. Mislim, da bi bilo potem mogoče smiselno, mogoče kot prvi korak narediti nekaj takega, fizičnega, da spravimo adrenalin iz sebe, pa potem gre tole lažje. V bistvu, kaj nam naredi adrenalin, odpre nam žile, tako da sej mi ga takrat porabimo, dajmo tako reči, ker ni več v funkciji. Gre za to, da mi to izkušnjo integriramo in tudi vse tiste fine občutke, misli, ki so se takrat v tistem trenutku dogajale. In tako kot rečeno, ene smo dali na stran. In gre za podoživetje, se pravi sprejemanje tega. Ja, rekel si zanimivi ljudje, imaš tudi, bom rekel, idiote in tako naprej, pa nasilneže in tako naprej. To sem mislil s tem. Tako, ne? Tudi grozne stvari. Ja. In to se te prime, kot človeka se te to prime. In zato moraš ti to integrirati, se pravi, ne ignorirati, ampak sprejeti, ja, tudi tak je svet. In ti ljudje, taki, kot si ti, ki imate take zahtevne poklice, okoliščine, občasne, bolj ali manj redne, vidite več. Ja. Vaš svet ni samo lep, ker vidite tudi grozote. Ja, res je. In ja, včasih je to tudi za zjoka. In v tem primeru gre za, ne toliko za tisto, bom rekel, kurjenje adrenalina, ampak lahko za izživetje. Se pravi, če je bil tam nekdo, ki je bil nasilen do, ne vem, ženske, otroka, do drugega in tako naprej, najraž bi ga najbrž ti pod kontrolo spravil, pa še zraven dodolke. Ja. Ampak tega ne narediš, ker si profesionalc. Tako. Zato potem to lahko narediš na boksarski vreči. Izživiš tisto, kar bi tam, ampak se ni spodobilo, dajmo reči, ne bi bilo odgovorno. Tako. Bi bil ti nasilen, kar pa nisi želel. Ti si želel ustaviti nasilje, ne pa biti nasilen naprej. V tem smislu je to integracija. Se pravi, sprejeti, kar je, sprejeti tudi mojo reakcijo, ki je bila primarna, najraž bi ga polomil do konca, ampak ne morem, ne smem, ni prav, ampak to je pa v meni. Ja. In to daš pa lahko metaforično, simbolno ven, si priznaš, ja, tudi v meni je to nasilje, ampak ker sem odgovoren človek, tega pač ne delam. Lahko pa to stresaš nad vrečo in tako naprej. Veliko boljš kot pa, tako kot si rekel, se omamljati z nezdravimi navadami, s pijačo in tako naprej, z alkoholom. To je pa destruktivno. Tako da jaz mislim, da je ta integracija ključna. Kaj pa, samo da vidimo, če dobro snima, da ne, super snima. Mislim, da bo. Kako bi, recimo, da smo zdaj to integrirali, tako ti praviš, kakšno dihalno vajo ali pa kakšen način dihanja, da se potem človek umiri, bi pa potem predlagal v tem konkretnem primeru?
Recimo to, da si umiri, je znano, to je počasno dihanje skozi nos, ampak pa je v integracijo. Okay. Se pravi, ko ti prideš domov in si ves napet zaradi teh stvari, ker dejansko tako je, pa to so tudi svetovalne delavke v šolah, marsikdo, tudi kakšna prodajalka, ki je, ni treba, da smo v takih okoliščinah vedno ekstremnih. In ko pride dan, ker to ni mogla tam, ne vem, se zdret na stranko ali karkoli, pride domov, je to treba povohati. Kaj sem takrat dal na stran? Ne? In se pravi, kaj priporočam jaz, da gremo z dihom, z vonjem, dobesedno povohaš in nazaj podoživiš to. Tudi mentalni film si zavrtiš nazaj, kaj se je dogajalo, kaj je šlo skozi mene, kakšne misli, kakšne energije, ne? Kakšne tenzije mišične. In kar sprejmeš to in pustiš, da telo to izživi. Zdaj na kavču v dnevni sobi. Zdaj ali te pelje to v jok, ali te pelje v, ne vem, napetost ali v jezo, karkoli naj pelje. In tudi dih naj bo tak. Ker ga zaznaš. Zdaj, če si bil jezen, bo tudi dih takrat tudi, zato da začutiš to in potem to prepihaš, predihaš, ne? Prebaviš na nek način in pol je čas za umiritev. Če ne, je to pravzaprav samo pometanje pod preprogo, ne? In se nalaga. In se nalaga, to pa na koncu vodi v dvoje, v izčrpanost, Bog ne daj v izgorelost, ali pa v depresijo. Enostavno ne zmoreš več tega. Pa ne zato, ker ne bi bil recimo poslan sem, da to delaš, ampak zato, ker nisi pospravljal sproti in so stvari zapacane, vržene v nahrbtnik, to pa daje težo, če hodaš v hrib. Ne? Seveda. In če to držiš dolg časa, vse slej, ko prej čutiš to težo, vedno več. Ne? Tako da na en tak način, potem, ko pa to narediš, ko zavestiš, kaj se je zgodilo, mogoče napišeš, ne? Tudi to je dobra vaja, pa mirno dihaš. Ker če pa takoj začneš mirno dihati, to je pa tako, kot da jaz te rečem, ne? Ali pa nekomu, ki se ustraši, naj te ne bo strah. Ne, vidim, da te je strah. Vidim, da ti je dih vzel. No, zdaj pa dej, lepo, povohi, kaj je ta strah in greja potem mirno čez to, kaj te skrbi, in iz skrbi narediš v bistvu, postaneš previden in iz previdnosti modr. In potem si lahko miren. Modro odgovarjam na dane okoliščine. Če si pa iz tega nočem priznati, pa če sem še pol naprej fajter, ne, se jaz zmoram, ne, in fajta je že konc, ne, iz tih okoliščin. Ti si pa še vedno v bistvu, vse bom zmogel, jaz sem pač tak, to vse prenese. Ja, preneseš, sem prenesti pomeni, iz tukaj prenesem sem, pa spet odložim. Problem je tisti, ki nosijo to skozi sabo. To je integracija. Da vzameš in pol odložiš, ker si prenesel tja, kamor spada. Zanimivo je, ker dih je seveda tudi prisoten na področju borilnih veščin na 1001 način, mogoče malo drugače, kot se s tem ti ukvarjaš, ali pa mogoče celo čisto isto, saj na koncu gre za iste stvari. Vem pa, če mogoče malo zamenjamo fokus pogovora, Wim Hof je v enem intervjuju slišal, da je rekel, da je ena veslačica med naporom zavestno več dihala, kot bi sicer, zato da pač verjetno za enačbo več dihanja, več kisika, boljši dosežek. Zdaj, a to drži ali ne drži, oziroma obstaja kakšne raziskave, ker konec koncev ne tudi na področju bojevanja je fajn imeti, če nekaj odvečne municije, bom tako rekel. Tako, ne. Zdaj ne vem, kaj je bilo, je ta veslačica potem dosegla boljši dosežek? Ja, on je to predstavil, kot da je, ne. Tako, okej. Ker treba vedeti, zakaj, ne. Se pravi, če si ti v naporu, ne, to povečano dihanje v osnovi nam niža CO2. Se pravi, naš dihalni mehanizem, refleks je narejen na vsebnost CO2 v krvi. In tukaj so kemoreceptorji v vratnih žilah, v možganskem deblu, pri aorti, kar je najbolj ključno. Se pravi, mi moramo določeno vsebnost CO2 ohranjati v notranji atmosferi. In če mi preveč dihamo, če bi mi tukaj zdaj hiperventilirala, bi se nama počasi vrteli. Zato, ker ne bi prišlo dovolj kisika v celice. Ker gre za en tak paradoks, Borov efekt. Zdaj pa, če to narediš med športom, pa kaj lahko narediš? In imaš spet dve smeri, zato sem vprašal, kakšen je rezultat. Tudi če greš ti recimo, tle hodva v klanc, pa govoriva in tako naprej, bo hitro zadihana. Ker spet preveč izdihava CO2 in gre kisik premalo hitro v celice, kar je ključno. Če pa ti med naporom zavestno
greš v bistvu v tako hiperventilacijo začasno, sprav, potem pa spet nehaš. Ne, da zdaj, ampak da si vzameš par zaveslajev, da boš hiter dihal, na drugačen tempo, med enim veslajem narediš mogoče 4 dihe in to ponoviš 10krat, ti spustiš CO2 za nalaž, ampak pol počas raste. In ti, ko spustiš CO2, v bistvu telo ekscitiraš, vzdražiš ga. Zato, ker to zavohajo te nevroni, kot smo rekli, ne? V možganskem demlju zavohajo nekaj narobe, nekaj nevarno. In kaj nevarno, ti v sebi dobiš v bistvu boljšo pozornost, električna prevodnost med organi se poveča, več adrenalina se sproži, ona je lahko šla v zavestno v bistvu draženje nadledvične žleze, ker ne je tekma, to je rutina. Ja, seveda. Se pravi, ti moraš nekaj najti, ki boš potegnil ven iz pet, kar se da. Okay. In lahko, in če je to začasno, zgolj nekaj zaveslajev, tako hitro na moč dihanje, lahko v bistvu se dvigneš gor, dobiš še dodaten izliv adrenalina, zato ker je to pač tekma. In je to osmišljeno k rezultatu. Ne? Tako bi jaz šel to razlagati. No? Aha, cool. Kar nekaj podobnega sem zasledil pri enem zelo znanem džiu-džicarju, legenda brazilskega džiu-džica, če bil v kakem prijemu, se je najprej nadihal, pa potem eksplodiral v bilo katero smer, pa če je moral, če bil v slabšem položaju. Se pravi, v bistvu nadihal se je, ampak s tem se je spravil še bolj v šok, zato da je pol odreagiral lahko močneje. Se pravi, greš na ta princip nasprotja. Torej, kot da bi fračal na temo, pa spustil. Točno to. Ker najprej greš nazaj, če hočeš iti naprej, spuščico ali pa vrača. Ne, zato grem nazaj, da bo napetost večja in pri dihu isto. Zmanjšam CO2 zato, da bo pol kapaciteta toliko večja. In deluje to na nadledvično žlezo, to je pa, vemo sami, čisto osnovne preživetvene funkcije. Kortizol, ki pomiri vnetja, se pravi, če pomiri vnetja, je lažje potuje, pomiri vnetja v ožilju, v dihalih in v organih in tako naprej, se pravi, hitrejše vse poteka. In dobro je, če to sprožiš na sred tekme, ker si ne moreš v bistvu privoščiti kakršnega koli vnetja. Mi pa vemo, da z pregrevanjem organizma nastajajo tudi vnetja. To je lahko tak trik za vrhunske športnike ali pa takole za borce, ki pride prav. Ga je pa fino prej trenirati, ne probati na tekmi. Ja, šele tako počakaj, zdaj tako, bom pa. Še mogoče zadnjo vprašanje. Se mi zdi, da nasploh vsi, ki smo bili na fakulteti za šport, imamo neke standarde ali pa nek minimum. Če ne bom naredil vsaj 10 sklec, potem res ni v redu. Kako je to, oziroma, kje bi ti začrtal ta minimum na področju dihanja? Oziroma, v obe smeri recimo, da postavlja. Se pravi, eno je minimum, koliko počasi jaz lahko diham. Daš konkreten primer? Koliko minimalno, se pravi, se uležeš na tla in začneš čisto minimalno dihati. In to toliko zmanjšaš, da nekje začutiš bitje svojega srca. To je to. Se pravi, si v stiku s svojim srcem. Govorimo zdaj o plitkem ali plitko dihanje? Volumensko majhno dihanje, plitko dihanje, se pravi, ne vdahneš veliko, ker se čisto umirjaš. Dihaš skozi nos. In raztegneš dih, če je treba. Čakaš v izdihu, saj bo telo samo vdihalo. In se toliko umiriš, da začutiš nekje utrip srca. Zdaj, kje ga čutiš? Lahko tam pri arterijah, lahko na vratu, lahko tle v trebuhu, ponavadi to, kar skače, lahko ga tle, lahko ga na palcu, na nogi, ne vem. Kjerkoli. Ko se toliko umiriš, da začutiš ta notranji utrip. To pomeni, da znaš umirjeno dihati, da si v bistvu sprijaznen sam s seboj in svetom okoli sebe. Drugo je recimo lahko, da daš prst pod nos in dihaš tako mirno in tako počasi, da pri izdihu čutiš samo toploto na prstu, ne vetra. In to dihaš 3 minutke, ker drugače lahko blefiraš. Če pa rečeš 3 minutke, ker jaz en dih lahko držim, pa je res počasen ali pa 2, ampak 3 minutke se moraš pa sprostiti in to tako. In to lahko narediš otroku, partnerju, sprosti se, sej sem, no pa daj da vidiva, če si. Daš sam prst pod nos, toliko malo dihi, da jaz čutim samo toploto, ne pa vetra. To pa prvi slišiš. Ja, ta je taka, zelo hiter tudi umiri. To je lahko tak quick fix, rečemo temu, prva pomoč na nek način. Potem
Ja, to bi bilo recimo, kako smo postavljeni z dihanjem, pa lahko to delamo v smislu gibanja, recimo zdrav človek, fit človek, koliko praviš, 10 sklec, ali pa deva reči 30 sklec, ne? Ali pa jaz bom tako rekel, še boljš, ne, s čemer se jaz zdaj igram, pa nisem še čist tam, ne, zdaj pri najinih letih, ne, toliko sklec, kolikor imaš let. Pazi, se pravi, ko bom 70, bom 70 naredil. Ja. To je to. Ne? Tako da to je moja defaultska norma, bom temu tako rekel, ne. Tako da nisem še čist skoraj pri 50, pa tudi sklec 50 ne naredim naenkrat. Vseh ni treba naenkrat narediti. Čeprav, ne, naenkrat jih je treba, ne. In se da z dihanjem to tudi malo zgolfati, ne, da jih toliko narediš. Tako da, če 3 uporabim dihalni, jih toliko naredim. Če pa ne, pa sem tam nekje pri 40 recimo. Torej, govoriva spet o nadihanju. Ja, da v bistvu spustiš CO2 in začneš delati sklece in te brez dihanja raste CO2 in narediš ti že 20-30 sklec brez diha. Pa sam še 20 nabereš, pa si 50. Ja. Tako da, no, ampak dober test je pa tudi, če smo učinkovito dihamo in če smo v dobri formi in zadovoljni sami sabo, je pa, da narediš korake. Se pravi, narediš vdih, izdih in greš korakat v fazi izdiha. In potem samo sprehajalni tempo. Kako to takole, vdih, izdih in greš naravnost, po dnevni sobi, gor dol ali pa na sprehod. In ko ne moreš več, ko greš po vdih, vdihneš in vidiš, koliko korakov si naredil. Ust pa ne smeš odpreti, to je kriterij. Spravi, korakaš brez dihanja, dokler v bistvu veš, da boš lahko skozi nos vdihnil. Če si skozi usta, si šel 2-3 korake predaleč. No? In zdrav človek tam nekje, jaz bom tako rekel, po izkušnjah, pa po tej Butejkovi teoriji in neki statistiki, 70 korakov. Wow, ja. 70 korakov. Hudo. Ker to, če bi merili v sede, bi bilo ekvivalent približno 40 sekund v sede. Ne, se pravi, in to je tak enostaven test, ki ti pove, ali učinkovito dihaš, ali preveč. Premalo zelo redko ljudi dihajo. Ne? Mogoče premalo, v bistvu, to so tisti ljudje, ki so zelo pretežki. Ne? Ki so res v bistvu toliko obteženi z maščevje in dodatno težo, da jim že pljuča dol vleče in da sploh ne morejo dihati. Te premalo dihajo. Ja. Vsi ostali, 80% ljudi pa preveč diha. Zanimivo. Mislim, tako pač čisto intuitivno bi človek danes trdil ravno obratno, ne? Ja, mogoče, ne? Ampak hitro tempo življenja je hitro dihanje. Ja. Veliko kroničnega stresa, mehkega stresa, veliko misli in tako naprej, premalo gibanja. Ne? Saj sam veš, če si v dobri formi, ti tudi srce po tem umirovanju gre nižje dol. In kaj srčni utrip nizek, je dihanje počasno. Ja. Danes pa ljudje v bistvu imajo prej visok pritisk, pa visok puls, kot pa nižji. Ja, res je. Pa še zadnjo vprašanje, zares zadnjo vprašanje, samo da gre totalno mimo. S kakšnim projektom se pa trenutno ukvarjaš, oziroma, ja, ki je povezano potem verjetno tudi s tem, kam bi pa lahko ljudje poslali, če jih zanima več o dihu? Ja, o tvojem delu. Hvala. Jaz imam vedno 3 žogce v zraku, žongliram s 3. Se pravi, eno so te dihalni izzivi. Se pravi, v 3 tednih ljudje dobijo v bistvu vse ključne informacije, da spoznajo in en ekstrem diha, ta manjši dih, počasen dih, zdravilni dih in ta krepčilni. In potem še v bistvu informacije, kako si pa zdaj narediti dih zase. To je ena zadeva. Taka zelo lušna v bistvu, skupinca ponovadi se nabere in smo potem 3 tedne skupaj. To naredim kar preko Facebooka. Drug projekt, to pa se zdaj pripravlja. To pomeni, kaj, tipka Milan Hosta ali kak te najdejo? Ja, v bistvu na zdravilnici, zdravilnica.si je gor, ali pa če grejo na Milan iz Hoste, se pol mogoče, če se malo pogleda, se najde tudi vabilo na to. Ali pa pod dr. Milan Hosta. Na Facebooku. Sicer pa zdaj v bistvu sem pa postal zastopnik za en izjemno dober program mojstrenja obvladovanja stresa. In je certificiran vprašalnik v Ameriki in v bistvu zdaj vstopajo sem tudi v Evropo, tako da pripravljam pravzaprav ta program Stress Master, se v originalu reče. Nočemo biti masteri stresa, ne? V smislu, da smo dobri v stresu, ampak verjetno glih kontra. Tako je, ne? Mislim, stres je stres. Stres je pravzaprav impuls, dražljaj, ki te vrže iz ravnovesja. In to se vedno dogaja, tako je življenje. Se pravi, ne gre za to, da mi ne bi bili v stresu, ker to pomeni, da nismo živi.
Gre za to, kako se ti soočaš s stresom. Ja, ja. In ali ga vzameš, ker stres je izziv. Tudi to, kar midva danes počneva, je, lahko bi za nekoga bil stres, ampak midva sva ga pač tako vzela, Ja. da dejva iz tega narediti nekaj dobrega. In nisva v stresu, ampak sva v nekem pretoku dobrem in tako naprej. Tako. Lahko bi še nadaljevala Absolutno. ure in ure, Ja, najbrž, pa ne definitivno. bova. Ne? In to je stresno. Ja. Morava nekje zaključiti. Ne? Ja. No in ta program v bistvu zdaj postavljam. Gre za izjemno dobro v bistvu diagnostiko, ki te že veliko nauči, potem pa v bistvu še delovni zvezek in vodenje človeka, da dejansko vidi, kako odreagira in kje ima šibke točke, kje je ranljiv. Ne gre v bistvu za testiranje, ampak gre za to, da ti dobiš uvid, da dojameš, le jeziš se, tanka niti ni potrebe, ampak zaradi nekih svojih vzorcev. Premalo migaš in take stvari, se pravi področja, 11 področji je, kjer sam sebi pravzaprav pokažeš, kakšno je stanje. Okay. In potem s pomočjo trenerja začneš to graditi naprej. Tako da na nek način prideš k moči in si bolj odporen in s tem se bolj lažje soočaš s stresom. Tako da to pa je zdaj projekt, ki ga postavljam. Tretja stvar je pa, mislim, da se zdaj začne spet moja zgodba nazaj, akademska, saj v polovičnem delovnem smislu, sodelovanje s Fakulteto za vede o zdravju. Tam že predavam, ampak kot zunanji, tako da načeloma z letošnjim letom pa, če se vse izide tako, kot je dogovor, spet začnem malo živeti to svojo akademsko plat, malo bolj resno na fakulteti. To je to. Milan, najlepša hvala. To te, Robert, hvala. Super. Odlično. Dobro so to posneli. Taki so najboljši.